Pozdravljeni. Danes bomo govorili o inflaciji in sicer bomo pogledali definicijo, vrste, stroške inflacije in pa potem indeks žrtvovanja. Zdaj, definicija inflacije je, da se v gospodarstvu dviga splošna raven cen. To se pravi, gre za dvig splošne ravni cen, kar jasno tudi pomeni, da vrednost denarja pada. In zdaj, tukaj bi bilo za razložiti mogoče najbolj tako, da v bistvu količina denarja v obtoku mora biti na nek način sorazmerna vrednosti bruto domačega proizvoda v gospodarstvu. To pa zaradi tega, da se vse tiste dobrine, ki so v gospodarstvu, lahko razmenjajo. In lahko pogledate na en tak praktičen primer bi bil, kako gledate na celo situacijo tako, da primerjamo količino olja v motorju avtomobila. Kakor sami veste, če ste že kdaj to menjali, oziroma ste šli k mehaniku ali pa mogoče znajo vaši starši, prijatelji, kakorkoli, veste, da v avtomobilu mora biti ravno prav olja. Če ga je preveč, potem to zalije mašino, motor avtomobila in avto ne gre naprej. Po drugi strani, če je premalo, po domače rečemo, da mašina zariba, motor ne gre naprej. Enako je s količino denarja v obtoku. Če ga je preveč, pride do inflacije, če ga je premalo, pride do deflacije. Zdaj, vsa inflacija v bistvu ni škodljiva ekonomsko. Tako da nek konsens je, da med 0 pa do 2% inflacije v gospodarstvu v bistvu neka normalnost. Vse, kar je pa negativno, to se pravi, da imamo deflacijo ali pa če je inflacija večja kot 2%, pa že, bom rekla tako po domače, voda zaliva motor in motor ne gre naprej. To se pravi, preveč je denarja v gospodarstvu, prihaja do inflacije. Pa bomo potem še stroške povedali kasneje, pa ta indeks žrtvovanja. Zdaj si najprej poglejmo vrste. Poznamo inflacijo povpraševanja, inflacijo ponudbe, lahko je rečemo tudi stroškovna inflacija, in potem imamo še strukturno inflacijo. Zdaj, v bistvu dolgo časa te strukturne inflacije nismo imeli, sedaj pa v času covida oziroma med covidno krizo pa se je ta strukturna inflacija tudi pojavila. Gre pa za pojav, ko določenih surovin ni ali pa so v zelo majhnem obsegu na svetu, povpraševanje je pa veliko in od teh, recimo, surovin je pa odvisna zelo velika večina proizvodne, recimo avtomobilski čip in tako naprej. Veste, da se dolgo časa nismo prišli do novih avtomobilov, oziroma kdor je hotel kupiti zelo nov avto, je nekaj časa čakal in tako naprej. To je bilo zaradi teh čipov in jasno se je potem vrednost oziroma cena teh avtomobilov na trgu strašno povečala. Čeprav to je ta strukturna inflacija, bomo rekli COVID, v bistvu kriza jo je nekako že spet prinesla na površje. Včasih je bilo pa to recimo pred 50 leti v Južni Ameriki recimo. No, potem sta še inflacija povpraševanja in inflacija ponudbe. Inflacija ponudbe rečemo tudi stroškovna inflacija. To pa zaradi tega, ker se cene v bistvu začnejo povečevati, ker naraščajo stroški. Tle gre ne za, stroški lahko naraščajo, če recimo produktivnost v gospodarstvu narašča. In če stroški vzporedno naraščajo z produktivnostjo gospodarstva, potem narast stroškov ni noben problem. Problem je takrat, ko v bistvu vrednost stroškov narašča hitreje kot pa produktivnost v gospodarstvu in se potem to prenaša po celotnem gospodarstvu, recimo, da se cene določenih produkcijskih sredstev se povečajo in potem tiste panoge, ki uporabljajo ta produkcijska sredstva, potem spet začnejo povečevati cene dobrin in tako naprej in je potem lahko rečemo tudi neka inflacijska spirala, to, kar potegne potem vse za sabo. Po drugi strani imamo pa tudi inflacijo povpraševanja. To je pa v bistvu situacija, ko pride do tega, da smo blizu optimalnega bruto domačega proizvoda in jasno potem še narašča povpraševanje po dobrinah, ker je recimo ljudje imajo veliko dohodka
In potem jasno, ker smo blizu optimalnega BDP-ja, BDP v gospodarstvu ne more več narasti, edino, kar se lahko poveča, so cene. In cene potem rastejo. In se potem že spet to, bom rekla, gre po celotnem gospodarstvu. Ne? S tem, da morate vedeti, da je inflacija vedno in samo denarni fenomen in da inflacija pride do tega, ker je na trgu, že spet relativno gledano, v primerjavi z količino oziroma vrednostjo dobrin oziroma velikostjo BDP-ja, enostavno preveč denarja. Tukaj bi v bistvu povedala še določene, bom rekla, pojave. Ko govorimo o inflaciji, lahko govorimo tudi o hiperinflaciji. Te hiperinflacije je bilo kar nekaj, tudi pri nas v bivši Jugoslaviji, potem Nemčija po prvi svetovni vojni, recimo, če samo pa Zimbabve, si lahko na Marshall Revolution University pogledate en zelo dober posnetek. Hiperinflacija je v bistvu naraščanje cen, ki presegajo 50% na mesec. Ne? Potem si lahko predstavljate. In ena anekdota je, ko je ena ameriška novinarka prišla v Nemčijo po prvi svetovni vojni, da bi malo pisala, kaj se dogaja v gospodarstvu in sploh v družbi. Je šla na večerjo v eno gostilno, je plačala z $5 bankovcem in je potem lastnik rekel, da bo on plačal, da jo časti, po domače povedano, ker enostavno fizično nima dovolj bankovcev nemške marke, da bi jih vrnil. Ne? In takrat so tudi recimo delavci so bili po 3-krat na dan plačani in na bankovcu so kar štampilkami tiskali nule. Tako da hiperinflacija je en zelo zoporen pojav. Jasno pa je, da treba jo je ustaviti. Zdaj, na kakšen način jo postaviš s tem, da nehaš printati denar. Centralna banka mora ustaviti ponudbo denarja. Je pa tukaj problem v tem, ker takoj, ko nehaš s tem, zmanjšaš ponudbo denarja, ponavadi pride do recesije, tako da politično gledano je to zelo nezaželen ukrep, ampak do tega pač pride in o tem bomo tudi govorili, ko bomo govorili o tem indeksu žrtvovanja. No, če zdaj gremo še na stroške inflacije. Stroški inflacije so, da se pravi, gremo še tako malo napisati, stroški inflacije. Najprej jih delimo na pričakovane in na nepričakovane. Na pričakovane se na določen način lahko, proti njim se lahko borimo, ne? Pri nepričakovanih pa dejansko ne moreš nič narediti. Zdaj, pričakovani so, rečemo, stroški menija. Torej so stroški menija, pa bom najprej napisala, potem bom pa vsak strošek razložila. Potem je strošek menija in pa potem še sprememba relativnih cen. Pri nepričakovanih imamo pa prerazporeditev bogastva in še spet spremembo relativnih cen. Ne? In če pogledamo zdaj recimo stroške menija, kaj to pomeni, ne? Pa bom v bistvu jaz kar, ko bom rekla, eno svojo lastno izkušnjo povedala, ko sem bila v vaših letih, ko je prišlo do te zelo visoke inflacije, hiperinflacije. V bistvu v bifejih ali pa, če si šel v gostilno, sploh niso imeli tiskanih menijev, zato ker bi mogli vsak dan ali pa parkrat na teden v bistvu zamenjati menije, ker bi mogli spreminjati cene. Tako da v bistvu v gostilnah so ti povedali, koliko je, če si pa šel recimo pogled, da bi kupil kakšno oblačila, kaj takega, so bile pa cene kar v nemških markah, da se niso spreminjale. Ne? Zdaj, stališča recimo ene gostilne je to mogoče majhen strošek, če pa pogledamo, če si predstavljate, preden je prišlo do digitalizacije, en velik hipermarket, da bi mogli na roke spremeniti cene vseh dobrin, ki jih prodajajo, ne bi bil pa ta strošek v bistvu, da bi 2-krat na teden vse cene spremenil ali pa lepo tiste nalepke s cenami ali pa kakorkoli sam na policah zamenil cene, je pa to strašno visok strošek. No, ta drug strošek, kjer sem narobe napisala, strošek uporabe čevljev, je
po angliško se reče shoe leather costs, je pa dejansko to, ne, da fizične osebe v času inflacije, to je bolj prispodoba, grejo do bankomata večkrat, če hočeš toliko denarja dvigniti, da lahko vse dobrine, ki si jih prej kupoval, kupiš. Tako da pri fizičnih osebah to niti ni takšen problem, bolj je problem pri pravnih osebah, ko imajo te bančne provizije, morajo na novo recimo se prepogajati z določenimi, o določenih pogodbah in tako naprej, ne, kar že spet ni zastonj. No, ta tretji strošek je pa sprememba relativnih cen in to v bistvu to pomeni, da ko ljudje kupujemo, na nek način imamo, ali pa tudi pravne osebe, ne samo vsi akterji na trgu, imamo določene predstave, kakšne so relativne cene, kaj se jim. Ena pica je 10 jogurtov ali nekaj takega, ne. In v času inflacije je pa problem ta, da se ta razmerja porušijo, to se pravi vse cene, ki v povprečju rastejo, ne rastejo enako hitro, ne. In to potem v bistvu vnaša na nek način zmedo, recimo pri fizičnih osebah pač ne veš več, kaj bi se odločil, pri pravnih osebah je pa tudi treba potem poslovne načrte še enkrat napisati in tako naprej. Tako da v bistvu vnaša negotovost, ne, ta spremembe relativnih cen in to negotovost v gospodarstvu se odrazi s tem, da je manj transakcij pa jasno za sabo potegne, da je manjši bruto domači proizvod. No, če gremo na nepričakovane stroške inflacije, ta prvi nepričakovani strošek inflacije je prerazporeditev bogastva, predvsem tisti s fiksnim dohodkom, recimo so na slabšem, ne? To se pravi, da bom rekla, njihovi dohodki recimo niso indeksirani na inflacijo, da recimo, ne vem, piše vsak mesec dobiš 100 evrov in jasno, če vsak mesec prije do inflacije, teh 100 evrov ti kupi vedno manj in manj dobrin, ne. Tako da v bistvu, ko ponavadi, zdaj nekaj časa ni bilo inflacije, pa tega mogoče ni bilo veliko, ampak v času inflacije so vse pogodbe, vsi pravni, bom rekla, pravni posli nekako vedno določijo, ne, da imaš določeno recimo 100 evrov plačilo, ki pa se spreminja recimo vsake 3 mesece v skladu s kakšnim indeksom cen, ne. Tako da te prerazporeditve ne pride. Ampak se pravi, če pa tega ni, te varovalke, ne, pa potem pride prerazporeditev od tistih, ki imajo fiksna plačila, do tisti, ki morajo plačevati, ne, pri prerazporeditev bogastva. No, v primeru nepričakovane inflacije, kakor sem rekla že prej, pride pa tudi do spremembe relativnih cen, sem že razložila, v bistvu vnaša še večjo zmedo, ne, tako da to, bom rekla, ni prav zaželeno. Okay. Če gremo naprej na indeks žrtvovanja, indeks žrtvovanja pomeni, kolikšen delež bruto domačega proizvoda moramo žrtvovati s tem, da bi zmanjšali inflacijo. Zdaj, določeni empirični podatki za Slovenijo, pa čeprav so že malo stari, kažejo, da indeks žrtvovanja v Sloveniji niti ni tako velik, da za to, da bi zmanjšali inflacijo za 1%, moramo žrtvovati 2% BDP-ja. Jasno je to zelo relativno, takrat, ko treba to narediti, je to zelo drago. Če pa primerjamo s tujino, je bilo to razmerje 1:5. Tako da v vsakem primeru pa pride do tega, ko se zmanjšuje inflacija, treba zmanjšati količino denarja in takrat ponovadi pride ali do zmanjšanja gospodarske rasti ali pa celo do negativne gospodarske rasti. In to se kaže v empiričnih podatkih, če greste pogledati malo, kaj se dogaja v bistvu po svetu. Še ena stvar bi rada omenila, to je pa stagflacija, ki je zelo neprijetna stališča politike, fiskalne pa monetarne politike, ki jo mora država voditi. Do približno 70-ih, začetka 80-ih let prejšnjega stoletja je veljalo, da če imaš visoko inflacijo, imaš nizko brezposelnost in obratno. No, v 80-ih letih prejšnjega stoletja je prišlo pa do tega, da je bilo hkrati in stagnacija, to se pravi, da gospodarska rast ni bila visoka, in hkrati je bila visoka inflacija. In to je v bistvu ekonomistom pa rekla, politikom, ki so vodili fiskalno ali pa monetarno politiko, delali zelo velike preglavice. Ker recimo prej, ko sem rekla, da
je bila ali inflacija ali samo recesija, ni bil problema, ne, si malo povečal količino denarja, če je bila recesija in si potem s tem potegnil gospodarstvo, bom rekla, iz gospodarskega dna oziroma dna gospodarske aktivnosti. Zdaj pa, če imaš še inflacijo, potem ne moreš v bistvu povečati količino denarja, ker ja, na nek način bi povečal BDP, hkrati bi pa še povečal inflacijo. Ne? Tako da to je ena taka, bom rekla, zelo neprijetna situacija, ki se pojavi. In nekateri ekonomisti opozarjajo, da bi to znali zgoditi tudi zdaj, ko imamo v bistvu inflacijo, pa da bomo imeli hkrati in inflacijo in stagnacijo gospodarske aktivnosti. No, bomo še videli, kaj se bo zgodilo. Jaz bi s tem končala. Najlepša vam hvala in se slišimo naslednjič. Lepo se imejte.